Podravska podjetja so lani zabeležila skoraj 283 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je 2% nižji rezultat kot leto predtem. Kljub temu pa so nadaljevala s pozitivnimi trendi glede prihodkov, dodane vrednosti in števila zaposlenih. Konjunktura se tako ali tako že pokazala recimo na podatkih za leto 2017 in tudi gospodarstveniki so dejansko to tudi izkazovali, podatki pa dejansko temu potrjujejo, ne. V poročilu so zajeli 8201 poslovno aktivno gospodarsko družbo v 41 občinah, kar predstavlja okoli 13% vseh v Sloveniji. Podjetja so lani zaposlovala 65.589 ljudi oziroma dobrih 3000 več kot leto prej. Pozitivna novica, ki smo jo pri pregledu podatkov o predloženih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2017 zasledili, je to, da se obseg poslovanja dejansko sleduje z obsegom prodaje, ki je bila dosežena pred izbruhom gospodarske krize. Gospodarskih družb, teh je okrog 8201, so v letu 2017 zaposlovale cirka 65.600 zaposlenih, kar je za 3207 delavcev več kot v prejšnjem letu. Lani so na novo registrirali 555 družb, izbrisali pa 516. Podjetja Podravske regije so lani ustvarila skoraj 8,9 milijarde evrov prihodkov, kar za 10% več kot v letu 2016. Čisti prihodki od prodaje so se povečali in sicer predvsem na račun izvoznih prihodkov, ki so višji kar za 14%. Dobro rast čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu smo zabeležili tako na ravni Evropske unije kot izven Evropske unije. K povečanju prihodkov je bistveno predvsem pripomogla predelovalna industrija, na katero odpade skoraj polovica vseh ustvarjenih čistih prihodkov od prodaje v Podravski regiji. Skoraj 370 milijonov evrov čistega dobička je v minulem letu izkazovalo 5768 družb, kar predstavlja dobri 2/3 vseh. Z izgubo pa je leto zaključilo več kot 2000 družb, v skupnem znesku skoraj 87 milijonov evrov minusa. To pa je 9% več kot leta 2016. V letu 2017 smo imeli 217 insolvenčnih postopkov, od tega je bilo kar 182 stečajnih postopkov. Te družbe za leto 2017 niso predložile letnega poročila, ker hitro one so v postopku insolventnosti, potem niso zavezane za predložitev letnega poročila, ker so drugače obravnavane kot tiste družbe, ki so konstantno aktivne. Največ so k neto čistemu dobičku v regiji prispevala podjetja z območja Mariborske občine, sledijo jim družbe iz občin Slovenska Bistrica in Ptuja. V občinah Ormož in Majšperk pa so podjetja beležila neto čisto izgubo.